No. Živijo, sva Davor in Andraž iz Svitek TV in danes smo za vas prav poseben video, ki sva ga pripravila za vas v sodelovanju z iDoktorjem oziroma Črtom Kocijančičem in pa Sašom Godcem. Mi da so že čisto hajpana. Če vam bo ta video všeč, ga prosim, da ga všečkate, naročite se na naš YouTube kanal in pa naj jo spremljate na Instagramu, Facebooku, Twitterju pa TikToku. Prav tako. Jaz sem razmišljal, kako najbolj predstaviti podjetje, pa sem ugotovil, da je najboljš reči, da smo reševalci težav. In to zelo kompleksnih težav. Zdaj to, mislim, zelo pomembnih v bistvu. Ne? Ker včasih itak je bilo treba iti sploh v tujino, da si sploh bil v vrsti, da si ga lahko sploh kupil. Ne? Smo šli pa enkrat v Hong Kong na izlet, v iPhone 5S. Ja, ker, a veš, v bistvu smo razmišljali med Avstralijo pa Hong Kongom, ker Avstralija dobi prva iPhone, ne, po uri. Aha. A veš, ker se dan začne ta prvi. Ja. In Hong Kong je bila pa naslednja najbližje. Drugače naslednjič, če v takem šli, naj jo povabite zraven, ful z veseljem potujeva. Gremo. Nobena zaščita ni 100%, ne, tudi kondom. No, but you know, condoms only work like 97% of the time. What? Črt, dobra primerjava, moramo reči. Dejansko največji problem. Če imaš prižganga in če imaš možnost si izklopiti telefon, ga izklopiš, naslednja stvar, servis. Enkrat smo dobili Uncle Ben's cel pakungo tako na mizo, pa gledamo, kaj je to, pa je bil tako iPhone odzapičen. Dobili smo že cele Tupperware, polne riža z iPhoneom, Maca noter v rižu. Zdaj, da bo riž prav sesal ven neki, ne? Ja, a veš, riž ni sesalc, ne? Se napije vode, ne? Sama veš, kako bo on prišel noter, veš, ne vem. Tle telefon na armaturi, pa odprte šipe, ne? In pač ona je šla v ovink in to je zletel po armaturi čez šipo, čez 4-pasovnico, povozeno s tovornjaki. A veš, celo to, da je treba pač ustavljati nekak promet, da se reši telefon, ne? Čist povožen, zvit. Mi smo recimo rešili podatke ven, pač ta je bila. Gospod je šel, je nesel smeti, zvečer, pozno zvečer je nesel smeti v bloku, ne? Je nesel ven in je iz neba telefon dol preletel zraven njega na asfalt, ne? Ampak on prvo ni opazil, ne? Videl sem, da je nekaj vzcekalo tla, ne? Pač on nos, ne? Pač odnese smeti, gre nazaj in vidi telefon na tleh, ne? Sem noben ni stajavil in je prišel k nam in smo mu pravili telefon in ima telefon. Pač. In je rekel, dobesedno iz neba je padel. Pač. Ja. Dajmo malo za en moment se tako, dajmo se malo v prihodnost usmeriti, čisto tako. Kakor pač, veste dobro, so se na trgu v zadnjem času pojavili foldables, tako imenovani, oziroma pripogljivi telefoni, tudi rollables, kao telefoni, ki ne bi se potegnili ven, pa spet nazaj skup. In to ne bi bila pač ta naslednja velika stvar v svetu tehnologije. Bojda. Zdaj, kakšne izzive vidva mislite, da bo to prinesel za serviserje, kakor sta vidva? In kire stvari bojo mogli, recimo, tako, proizvajalci še naumiti, da se bo ta stvar nekako res parirala pri kupcih, ker zdaj trenutno so še malo pomisliki, pač visoke cene, pomisliki glede vzdržljivosti, kaj če pride prah noter, kamenčki, ne vem, pa še vse. In pa tudi, če mislite, da Apple, da bo nekako tudi on skočil na ta vlak, pa malo svojega foldabla oziroma pripogljivega telefona predstavil svetu. That is nice looking. That is real hot. Like I'm not kidding. I will fold this phone up around my wiener and fuck it. What? It's a phone, not a people. Je dosti zanimivo vprašanje, no. Izziv za serviserje je predvsem to, če se karkoli uniči tekom servisa, zelo drago. Recimo pač tudi, če imaš ti dva dela, ne. Če bo na eni strani težava, boš itak mogel celega. Lahko je težava noter, v sami, znotraj na matični plošči, kjerkoli v kakšnem drugem delu.
Moš ti še vedno odpirati telefone. Tukaj se pač lahko. Zaenkrat mislim, da so še vedno kar precej občutljivi zasloni, ker se tudi, mislim, da kolikor sem seznanjen, so se še kar ta splast se kar uničvala, nedelujoči zasloni so ratali, tako da zaenkrat... Pa z nohtom v bistvu lahko poškoduješ ekran, recimo, a ne? Ja, in tukaj je še toliko enih zadev, ne vem, če je to prava prihodnost, no, razen če bojo bolj trpežne modele naredili, pa cenovno dostopnejši, da bojo, ne? Ker zaenkrat jih je še vedno toliko malo in posledično, ker jih je toliko malo, je tudi cena temu primerna, ne? Več, ko jih bo tudi cena padla. Tako da zaenkrat ne vidim neke prihodnosti blazneno. Nekje drugje se se kaže večji potencial, to bom malo več črt povedal v tem. Tako da jaz mislim, da ni. Apple pa še vedno mislim, da malo je pustil teren, naredite vi svoje. Naj se pokaže, kako bo to delovalo, pa mogoče mi, sicer ne vem, če bojo mogoče, ampak nekaj se govori sicer že, da so dali nek patent, pa da se govori o tem, da bojo šli na ta trg, ampak da so že malce kakšen patent. No. Bo verjetno tudi malo cajta trajala, ne? Tako, ko so zdaj poleg tega, prva, druga generacija, itak ankoli nista dobro, mislim, tako ful hudo narejeni, ki so neka vprašanja zmer. Jaz si predstavljam, da bi Apple to mogoče šel čez 2-3 leta, če bo šel pol, ko bo enkrat že trg tudi tako, ko bojo in vse ostalo narejen, da je res v bistvu finiširan produkt, ne? Da niso, kateri so zdaj vsi malo bolj eksperimentalni od Huawei-ja, Samsunga in tako naprej. Pač so dobri. Apple se mi zdi, da se je potegnil nazaj, kar se tiče inovacij, ampak on bolj tako, to se pravi refined, izpopolni tisto, kar recimo eni drugi orejo ledino, pa se upečejo, pa ne vem, eksplodirajo stvari, pa se zažgejo. Apple pa pride pa nekako to izpopolni, mogoče en svoj zasuk na to, da in poj sfiniširan produkt pošlje na trg. Tako da meni se zdi, da Apple trenutno res bolj gleda, pa bomo videli, kaj bo. Glede danes smo se še drugače z ekipo malo pogovarjali, zakaj tudi je prišlo do teh foldable telekonkurenti, recimo Samsung, pa to malo kaže tudi mišice, ne, Apple. Apple ne dela svojih lastnih zaslonov, ne. In Samsung ima pa svoje lastne zaslone, ne. Malo pokaže, mi to imamo, ne. Mi lahko. Lex. Yeah. Zelo lepo si že načel, Andraž, to da Apple tako, mislim, oni si malo vzamejo cajt, ne, pa tudi Apple, če Steve Jobsa poslušaš, pa tako zdaj, oni so šli v prodajanje idej, prodajanje, se pravi ta ekosistem, uporabnost, oni zelo gledajo na uporabnika, ne, in oni, to je vse tako zračunan, to so take ekipe tle v zadnji, ne, ni to brez veze največje podjetje na svetu, ne, oni vejo, kaj morajo dodati, da te imajo še zmer noter in kaj folk res rab, ne, veš, folk rab foldable telefon. Jaz osebno ga ne bi imel, samo jaz zdaj nisem vsi uporabniki na tem svetu. Meni se zdi, recimo, ko vidim populacija, recimo 45-50 plus, vsi hočejo imeti iPhone 12 mini. Vsak ga vidim. Pa tudi vsak bi imel mini pro. To bi vsak imel rad, mini pro. In v bistvu, kje jaz vidim celo, jaz ne vidim foldable kot mogoče nek preskokni rok, preskokni tako až malo vmes, ampak jaz vidim augmented reality, se pravi AR in očala. Jaz mislim, da so očala naslednja pot do ultimate pota, ultimate cilja, kar je Neuralink, seveda Elon Musk. Pač iz žepa roke sem, v očala, pa pol gre tak čip. To prehaja. Ampak jaz gledam podjetja, ki se ukvarjajo z očali in ko to enkrat pride na nivo, ko boš ti videl v svetu,
klice, stvari. To bo olajšalo človeku delo toliko, da je noro. In jaz mislim, da ko jim rata očala narediti, je to konc telefonov, po moje. Ker si pa sploh namo znali predstavljati, da tega enkrat ni bilo. Ja. Recimo. Ja, ko pač ti tako jaz očala... vidim, ne pravim, da imam prav, ampak logično, ker ko imaš enkrat na displeju, pa ti vidiš, se pravi, vse sta mogoče probala LiDAR, pa epe, veš, kaj, ne vem, po okolju, kaj zdaj že 12 dela, to je noro. Predstavljam si zdaj ti to v očalih, pa da jaz lahko sem doma, pa hodim po trgovini. A veš? Ali si recimo predstavljaš tako, ne vem, ko se ljudje recimo zmeri kregajo, ne vem, ko bajke delajo. Ne? Pa recimo imaš izvajalca, projektanta, ne, in se recimo vse pogovarjajo, to moš pa tako narediti, pa tako, pa vsak si nekaj po svoje predstavlja, pa tako, ne vem, 3-krat nekaj zajebajo, zamutijo, zato da na koncu jim rata. Ne? Če bi imeli taka očala, ti dejansko pokažeš tako, in dejansko ti samo še izvedi tisto, kar ti je že klele narisen do konca. In to bo, kakor si pač rekel črt, to bo res marsikatero stvar bo olajšalo. Bistveno. Mislim, sky's the limit, po mojem. Zdaj predstavljaj si, recimo, ko si do primer, recimo, da ti prideš na gradbišče, pa je samo, recimo, ravna parcela, pa jaz sem zdaj le kupec, ne. Se pravi, ti daš meni samo očala gor, se pravi, samo eno očala, mislim, normalno očala, ne VR, ne da me zapreš, jaz gledam v prostor. In jaz prek programa, jaz točno vidim mojo hišo, kako stoji. Jaz lahko gledam okoli in jo vidim, tako kot LiDAR. Ne? Pač čez 12, ko iPhone bi to že lahko delal. Ne? Hodil, pa pogledal vse okoli. Mislim, pa je v bistvu ta LiDAR je v bistvu tako en peek into the future, tako en s tem, ki delajo tudi ko so na iPadih začeli, so bili vsi, da jim je ful všeč. To je v bistvu tisnek, kot misliš, da začetek, recimo, da Apple malo kaže tukaj svoje mišice, recimo. Jaz vidim te začetne korake, ker kje se najbolj uporablja augmented reality, se nočem, da preveč gremo v to, na to meni je zelo zanimivo zdaj, ampak v industriji se v bistvu zelo uporablja. Ne? Recimo, ne vem, baš od tega sem videl, da imajo recimo, ne vem, serviserji letal in ima gor in mu prav za rezervne dele mu kaže po letalu gor, veš, ali pa ne vem, kjer izvijač, pogledal na izvijač, pa mu kaže, kjer izvijač je, take stvari, veš. To je še zelo crude, zdaj trenutno, zelo osnovno, ampak predstavljaj si, to je samo program pa senzor. Ja, jaz mislim tako, zato so se z Davorjem malo pogovarjala, ne? Trenutno, ko je prišel ta LiDAR na iPade, pa zdaj na iPhone, ne? Recimo veliko teh ocenjevalcev tako gleda pač ok, važna je kamera, pa telefoto, pa ta glavna, pa ultraširokokotna, tako LiDAR jim je pa vsem tako, to je tamle neki senzorček, pa sej ni nič bistven važnega, zakaj sploh tista stvar gor. Ampak meni se zdi, da tako, bolj ko se pogovarjamo, pa bolj ko tako te ideje premljivamo, jaz mislim, da je to neka stvar, ki je čist pod radar vseh prišla in je bistveno bolj pomembna, kot si kjerkoli od nas trenutno more predstavljati. Ja. A si videl, ste probali recimo IKEA app? Ja, ne, to sem videl, to sva takrat, da nam je malo modil s temi telefoni, pa sva hotela narediti, ampak ni bilo cajta. Potem sem sam pogledal, ker sem editov video za 12 Proja, pa 11 Proja, sem sam pogledal, pa na netu najdu. Ampak to sem rekel moje sestri, ona je ful obsedena z IKEA, pa ima pač enega Samsunga, ima itak, ampak sem mi rekel, to bi vzate ta telefon, samo zato, da bi lahko IKEA na aplikacijo naložila, pa se tam igrala doma, pa postavljala. V bistvu osnovno dela tudi na že X-u, XS-u, mogoče prej ne vem, ampak zelo tako crude malo, na 12 je ful lepši prostor, ampak tako zavideti se da. No. Ja, tako da foldable, ne očala. Očala, ja. Bomo videli, ne vem, čez par let. So pa lahko taka foldable očala, da se lepo sam tako, da jih daš v žep. Evo, če nič drugega se na sredi. To mogoče, če je foldable. Evo. Davor, evo. Smo združili vse skupaj. Če črt gledaš to čez 5 let, dobro, da si v nedeljemce kupil. Kar sem zdaj gledal od Mr. Who's the Bossa video, pa je rekel, da se je v bistvu Apple tudi ful spremenil v zadnjih letih. Tako, sam iz tega vidika, da včasih je bil tak, da
sploh ni objavljal na Twitterju nič, pa tako, pač vsi ostali so Samsung tagov, različni akaunti za UK, za Evropo, za Ameriko, to tle sem. Apple je imel pa pač en akaunt, pa ni, in da je šele v zadnjih letih Apple se malo spustil v to, pa prej je bil pač res tista, da je imel sam te glavne telefone, zdaj so pa dodali še te budget telefone, pa spuščajo, pa imaš SE-a, pa starejše telefone, da se še prodajajo. Preveč konkurence, pa preveč pocen telefonov, ne? Ja, in mogli so strategijo verjetno spremeniti. Zato se je zdaj v bistvu od 2018, ko so teli flagship killerji, ali pa tam 2017, 2018, ko so flagship killerji prišli, po mojem, so vsi mogli malo strategijo... Ja. Niso mogli več, se mi zdi, tiščati glave v pesek, pa zanikati, da konkurenca je. Ker prej, recimo, se mi zdi, da so to lahko še nekako delali, ker Apple je zmeraj imel to miselnost. Pač, mi obstajamo, ničesar drugega poleg nas ni. Recimo Android ili kontra. Androidni telefoni se zmeraj z Appleom primerjajo, pa recimo v primerjavi z Appleom smo boljši to, pa to, pa to. Apple nobenega druga ni, nobene druge konkurence ni, samo mi smo. Ampak se mi zdi, da tako, kot si ti pač rekel, Davor, ko so prišli ti flagship killerji, recimo, ko je Apple ugotovil, da zgublja trg v Indiji, na Kitajskem, da so tam ga preplavili poceni androidni telefoni, se meni zdi, da je tudi pač Apple mogel, hočeš nočeš, popustiti in se nekako odpreti in pač tudi v končni fazi SE, Mini, vse to so nekako odgovor Apple na te poceni androidne variante. Ja, vse roko na srce, Indija, Kitajska, to so ogromni trgi, ne? Največ. In tukaj z Minijem, mislim, da letos s tem 12 Minijem so bomba. Jaz mislim, da je full over telefon, pa gliko, kar je že prečrt rekel, želijo ga, ker nočejo imeti neki uporabniki velikih telefonov, ne morejo jih videti. In to je nek kompromis, the best telefon, ki gre v roko lepo in tukaj jaz mislim, da so zmagali. Populacija, ti starejši sploh, tukaj si že prej rekel, bi pa vsi tako imeli en tak majhen telefon, po mojem. Plus tukaj so še teli tam mladi, ki zdaj imajo čedalje mlajši otroci, imajo tudi že iPhone, ne. Imeli smo recimo, ki ima v prvem razredu tako grihlanje, mislim, da bilo tako, so kupili 11 Proja, ne. Jaz ko gledam, mater v prvem razredu, ne. Zdaj mislim, da tle je spet neka ena taka zadeva, ki lahko ti daš ne toliko drag telefon otroku, ne. Dobro, še zmeraj je drag za otroka. Ampak kaj, da, okej, vsak. Jaz sem pred 12 letih dobil prvi telefon, ki se je tako mečkan odpiral, pa takle ekranček, in sem bil najbolj vesel na svetu. Zdaj da zdi, da imamo še veliko zanimivih zgodb, ki jih moramo še predebatirati zdaj. Malo je že dolg ta video, verjetno, tako da, evo, recimo en zadnje vprašanje še tak zavaja. Malo smo v prihodnosti govorili tudi že v AR očalih, v augmentirani realnosti, pa pač LiDARju in tako naprej. Zdaj pa tukaj v prihodnosti, letos so dali pač 5G noter v telefone, MagSafe, a je to zdaj verjetno s tem, da mogoče, da bo celo portless iPhone, ste o tem nekaj govorili, da ne bo nobenih lukenj, pa pač 120 Hz ekran, ne, to je zdaj Jaz sem na to navajen, ful, pa mene recimo ka tega ni, jaz to opazim, večina folka po moje ne. Ampak, a se zdi to taka prihodnost, recimo da bi mislili, da bi nasplošno iPadi, iPhoni, da bi šel Apple v to sceno, da bi bilo samo wireless, res vse, da wireless charging, pa ne vem, da bi počasi končno tudi prišel na 120 Hz zaslone, pa pod zaslonom mogoče kamero, pa res nobenih lukenj. Ja, jaz mislim, kako Apple gleda nekako, danes smo se pogovarjali return on investment, se pravi, koliko morajo vložiti, pa kaj se vrne, ne.
In smo razmišljali pri 120 Hz ali pa jaz mislim, da zdaj ne vem. Itak, kot je že prej Sašo rekel, je zelo problem, da Apple ne dela svojih ekranov. Ne? In Samsung ne daje najboljše tehnologije Apple kar tako. Tle je malo konflikt. Ne? In zdaj Apple pridelam, da pol manevrira v nekem svojem prostoru in svojimi inovacijami pol privablja folk v svoj ekosistem. Ne? Zdaj, jaz recimo nisem nobenega slišal od normalnih uporabnikov, ne advanced uporabnikov, da bi mi rekel, nimamo 120 Hz noter v iPhonu. Ne? Če pa ne bi imel 5G, pa po moje bi bilo kao, ne? Čeprav pokritost tako je. Tako da jaz mislim, da gledajo bolj, koliko to nastane, koliko nastane tak ekran, a veš, zaslužek, po moje. Mislim, da je zaslužek. Prej ali slej bo, ne? Prej ali slej bo. Jaz tudi mislim, da bo, ne, sam, ko bo treba, ko bo nujno. Pa tudi recimo poj to s tem portless iPhone-om, to sta kaj videla te novice, da se neki, da je pač, to so neke govorice bile, sam ne vem, a je to res zaradi MagSafe-a, da ga zdaj pač testirajo, da je to kot prvi del to tudi uvajanje, da bo res sam wireless vse skupaj, da bo poj končno res mogoče celo vodoodporen dober. Ja, sej, s tem se zelo poveča možnost, da bi bil vodoodporen dejansko. Bili so prvi, ki so odstranili vhod za slušalke, ne? Pa so se drugi prvi posmehvali, pa so isto pol naredili. Ne? Tako da preslej se zna tudi zgoditi. Jaz mislim, da obstaja opcija, no? Da bi bil čist wireless telefon, posledično pa tudi še bolj vodoodporen, če ne čist. No, čist bi bil mogoče kar težko. Tako da definitivno prihodnost je v tem. No. Pa zdaj, še čist res zadnje vprašanje, lik s temu sem se, ko smo govorili o prihodnosti, pa wireless, pa to. Kako gledate na to, da letos ni bilo slušalk zraven pa adapterja za polnjenje? Jaz mislim, da najprej svoje mnenje povem, jaz mislim spet, Samsung se je zabaval iz tega, ampak so spet že neke novice, da Samsung razmišlja o tem, da e-waste pa to je dober izgovor, ali ko bi temu jaz rekel. No, pač, sej kot za dober kos, ampak še vsem, če so toliko drage stvari, če so toliko dragi telefoni, pa ne samo iPhone, pač tudi Samsung, da bi to recimo naredil, Huawei, karkoli. Se zdi, da moraš tukaj, slušalke mogoče skozi več teh brezžičnih pa tega, ampak saj adapter za elektriko, dokler ni dost, recimo, da to pri 13 naredil, bi bilo že malo bolj jasno, zaradi tega, ker sta bila 12 pa 13, ki imata na adapterju C. A veš, zdaj je bilo pa sam pri 11, ki je bil C, pa so kuj dal stran. In mi je tako pač malo čuden, ne vem, da je bil tukaj res bolj profit, ali je bilo tukaj tudi res za ta e-waste? Jaz mislim, da lahko že deloma odgovorim, zato ker sem jih danes malo bral. Zakaj so to naredili, da niso adapterja noter dali v samo škatlo, da gre za carine. Da nekaj v povezavi s carinami je, da je Apple s tem, ki pač ni noter dal tega adapterja, tega polnilca, da se je tako izognil nekemu plačilu nekega prispevka oziroma nekaj, kar bi se mu drugače zaračunali, in ker je to posebej dal, se je temu nekako izognil. Tako da je na to foro nekaj. Tudi možno. Zelo možno. Tudi možno, pol pa itak še s tem, da zmanjšajo velikost škatle, da lahko jih več naenkrat. Shipping. Pol je tukaj še to, da kupaš spet posebej. Ne? Ta del s tem upravičuje oni ceno, ki je podobna lanskemu modelu, da ni spet, ker pa bi spet mogli verjetno ničkaj dražjega dati. Več možnosti, mislim, da je tukaj na voljo. Francija je sicer mogla imeti vse noter, ne? Pa za Brazilijo sem videl, da so tudi izsilili. Ne, slušalk ni bilo. Slušalk mislim, da ni bilo noter. Sam bi mogli, brike pa mogel biti. Ne, mislim, da. Ja, isto je Brazilija zdaj dosegla. Ne, za Francijo. Po zakonu imajo neki, ne vem kaj že. A se pa vidva recimo tako, vama je kula, bi raje videla, da so noter, da je noter to?
Meni osebno je vseeno. Me načeloma tudi. Jaz si tako punilc imam. Ja, no sej. Mm. Okay, mogoče, zelo hitro sem rekel, da mi je vseeno. Mogoče ta brik polnilc ni spet toliko. Ja, ne vem. Slušalke se mi zdi, da itak zdaj počasi vsi že imamo neke svoje, pa se niti ne uporabljajo to kune. To po moje, da se da, saj brik, da bi bil noter. Brik mislim, da. Ja. Zato mislim, da sem to hitro odgovoril, ker sem razmišljal o slušalkah. Slušalke ne rabim brik, pa je kar cool, no. Ena rešitev je še, da bi šli na USB-C, sam to verjeten iPhone pa Apple. Bojo pa prek Brežičenega naredili, kakor pa da bi šli na USB-C, se mi zdi. Ja, nič. Ok, nekako obljubila sva si z Davorjem, da bo ta video vsaj približen, da ga bo ohranila tam okoli 15 minut. Bolj uro pa 15 minut, zveda, tako da... Saša je to govoril. Sašo! Sorry. Saša je kriv. Jaz sem vedno tudi na shiftu, tako da karkoli že je. Vprašaj, Saša. No ja, se ni panike. Tako da ja, črt, Sašo, obima se res zahvaljujeva, da sta nama sploh dala šanso, da smo sodelovali. Tako da ja, res hvala, pa res upava, da bomo lahko kdaj kmalu to ponovili, skupaj, ne vsak v svoj ekran gledali v živo. Za vse najne gledalce, če boste imeli še kakšno dodatno vprašanje, nam ga prosim zaupajte spodaj v komentarjih, ali pa nama pač pišite v privat chat in bova potem midva to Sašo tu pa črtu naprej posredovala osebno in boste pač tako na ta način dobili odgovor nazaj. Tako da pišite nama, pa pogledajte si ta video, če imate še kakšno idejo. Če hočete, da... Ja? Kar povem. Sorry, samo tudi vama zahvaliti. V bistvu. Ful je super s takima dvema govoriti, veš, ko se tako skačejo ideje, ne, pa zelo, mislim, radi spremljamo vajn account. Tako da sem vesel, da se začenja zmeri več YouTube contenta tudi v Sloveniji delati, še posebej tudi na tech strani, ker pač to nas zanima. Ja, itak. Tako da, hvala, da smo se povezali, pa jaz upam, da bomo part 2. Pa enkrat mogoče tudi v živo. Enkrat, če bomo kdaj še frej, za čez občine iti. Part 6 bo v živo. Ja, part 6. Upajmo. Ja, ne, jaz res upam, da enkrat, da čim prej postavimo še kakšen part 2 ali pa še part, ne vem koliko partov, kakorkoli. Res, dajte pogledati Oddaj doktorja spletno stran, obiščite jih v centru Murgle v Ljubljani. Ful dobro popravljajo. Tako kot je že Andraž rekel na začetku, upam, da sicer ne boste rabili njune pomoči oziroma Oddaj doktorja pomoči, ampak je pa ga pride tako in iDoktor je siguren zelo dober za zaupati pa popraviti, pa upam, da sta danes tudi malo vam povedala, o čem se gre, pa še malo več zaupanja, zdaj še dodatno vlila vam, da gre res v strokovne roke popravilo. Do naslednjič vas pač lepo vse pozdravljava, še enkrat hvala Črt pa Sašo za pogovor. Hvala vama. Ja. Pa dajte subscribe-ite. Ja, prosim subscribe-ite. Pa še like, da jih algoritem potegne. To. Evo, za konc pa ja upam, dajmo vsi ostati zdravi zdajle, ko smo tudi mi tle štirje, pa vsi doma ostanete zdravi, da kljub vsemu sranju, ki se dogaja, da lahko uživamo zdajle tale december, pa da se veselo pričakuje Božič, pa nov let, pa praznike. Mi dva jih sigurno bova, vidva pa tudi verjetno, ne? Sicer delavno, ampak mogoče spet za nov let kakšen telefon pride zjutraj pred vrata. Vi sam pokličite, bomo rešili. Ja, res, še enkrat hvala za pogovor, meni je bilo super zabavno. Ko mi čakam naslednjič. Meni tudi, ja. Za ostale, ki pa gledate ta video, pa res hvala za ogled, pa se vidimo v naslednjem videu. Čau. 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 Čau.